Mehne stvari mi gre na etra. Res je sneg, ampak to tudi približno ni pomemben. Pomemben je to, kar zraven mene stoji. To je Ford Focus, a ga prepoznaš? To je ta nov Ford Focus. 4. generacija. Pa ena stvar moram kar takoj priznati, ne spomnim se, kdaj sem s kakšnim testnim avtom naredil toliko kilometrov, kot točno s tem. Sem imel veliko pravkov, malo pa zato, ker sem bil zelo zadovoljen z avtom. Ampak pojmo lepo po vrst. Dajmo začeti z eno tako golo osnovo. Ponavadi je to oblika. In tale Focus se sooča z dvema vrstama komentarjev. Veliko vas je takih, ko rečete, ej stari, ta avto pa res dobro zgleda. Osebno moram reči, da so mi tele linije krfejst. A kjeri so pa unita drugi komentarji? Ej stari, kako lahko Ford Focus zgleda tako kot Kia Ceed? Proporce, te imate zelo podobne. Ko se pa enkrat lotiš detajlov, pa je zdaj to lahko sprednja maska, ki se prilagaja glede na paket opreme. Ali je to odbijač, ali so pa to žarometi, ali pa tale bok, ki je mimogrede kar dinamičen, pa lušten. Vidiš, pri žarometu gre linija lepo gor, pa se potem malo spusti tukaj do sredine vrat, pa se potem spet povzpne proti zadku, vidiš? Pa pol pridemo do zadnjega dela, ki se mi zdi tudi posrečen, ker enkrat daš vse to na kup, ne? Si avta nista več toliko podobna, kot bi kdo mislil. Poglej, takole izgleda sprednji del kabine. Ne morem zanikati, da to delovno okolje, voznikov delovni prostor, pa tudi preostali del armature, vključno z vrati in oblogami na njih, deluje veliko bolj kakovostno kot pri predhodniku. Mislim, materiali so boljši, se mi zdi, da je avto boljše sestavljeno, tudi estetsko se mi zdi, da so naredili korak naprej. Je pa, če ga moramo primerjati z najboljšim v tem segmentu, vsaj še nekaj lufta. Ko pride do uporabnosti pa preglednosti z voznikovega sedeža, nimam temu avto očitati niti ene stvari. Vse skupaj je pregleden, je res, da je v razmeroma veliko stikal, ampak so logično razporejena. Tudi tiste, ki so na volanu, pa jih je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Zdaj bi se kar hitro prevadiš, vmesnik sem pa itak že večkrat pohvalil. Zdi se mi tak intuitiven, predvsem pa preprost. Gumbi na zaslonu so veliki, le bom pokazal. Vidiš, takole zgleda vmesnik, tele virtualna stikala so velika, tudi občutljivost na dotik je luštna, pa tudi lega nekaj dost. Pa tudi, če ga gledamo družinski luči, kar se same kabine tiče, nimam dost pripomb. Ajde, tukaj v drugi vrsti bi bil vesel še kakšnega USB vhoda, drugače pa generalno gledano. Odlagališč, predalo je dost, tam naprej si telefon, film, pa tudi spredi, ajde, bi lahko bil še kakšen USB več, kot v tem trenutku je eden. Pogonski sklop tega avta je sestavljen z 1.5 dizla, pa samodejnega menjalnika. No in ta menjalnik upravljaš s tem vrtljivim gumbom tukaj, vidiš? Se to smo videli že v kakšnem drugem avtu, ne? Ampak pomemben je, da tukaj dela tako, kot treba, tudi intuitivna je. Jaz nisem rabil niti 200-300 metrov, da sem se temu privadil. Good stuff. Ok, zdaj pa po dolgem času spet cajt za sladko kisle. A smo za? Prva sladka, žarometi, pa ne tele dve fancy LED linije, vse sta luštni, ampak to, kar je za njima, mislim, spodi, to je tist, ki šteje. LED tehnologija, pa ne da je LED kaj posebnega, veliko avtomobilov jih ima, pravzaprav je to nov standard in če jih ta avto ne bi ponudil, bi bilo nekaj narobe. Ampak to, kako se dinamično prilagajata prometu tistim, ki pripeljejo nasprot, pa tistim, ki vozijo pred tabo, stari vrhunsko. Ampak imam pa tukaj eno majhno pripombo, pridemo do te, ki prijemo do kislih. Drugo sladko bomo pa na hitro oddelali prostor v kabini. Ne spredi, tukaj pri večini avtomobilov ni nobenega problema, ampak zadaj. Tukaj ima pa Focus Ta mala je pozabila balon ven vzeti, vidim. Tukaj ima pa Focus več prostora kot prej, zato ga moram pohvaliti. Pa še ena stvar je vredna hvale. Vidiš, kako na širok se odprejo zadnja vrata? To pomeni, da je v in iz kabine res lahko iti, pa še nekaj ne. Panoramska streha, ogromna je, prostora nad glavo imam pa vsem dost. Tretja sladka, kako se Ford Focus pele, vem. Sem ga že pohvalil na prvi vožnji, pa tisti, ki so vse malo na avte spoznate, dobro veste, da se je super pelil že ta prvi, ta drug, pa tudi ta tretji. Ampak nič hudega, če poudarim, da se tudi ta avto pele odlično. Mislim, Fordovci pri teh zadevah stvari ne prepuščajo na ključem, kar je tudi prav. Pa treba je omeniti, da se pele na čist novi platformi z zelo preprost ime, C2, ki ponovadi proizvajalci pol pridejo z MQB, EMC2, pa ne vem, kaj še vse. Zdaj pa cajt, da se malo zapeljamo. Letko bom rekel, ta Njun ST Line nima dodatnega športnega podvozja. Takšnega sem pelil na prvi vožnji in takrat sem podaril, kako izrazito se avto zanima za ovinke, pa v njih uživa, da je res lušten športen, da je lep predogled tega, kaj bo verjetno pol prinesel ST, pa upam, da tudi RS. Ampak kljub temu ga pa moram pohvaliti, da je živahen, da je krmiljenje lušten, da se nagiba razmeroma veliko za tak avto, ampak ne ukrade ti pa užitka v vožnji. In to je daleč najbolj pomemben, tudi če ga soočaš s slalomom, recimo takole.
In tudi, ko ga takole v športnem načinu postaviš med stožce, se lepo odziva, predvsem je predvidljiv, pa spreden del ta ne zdrsne tako hiter, ker se pa to zgodi, recimo zdaj, je pa predvidljiv, pa zlahka avto nadzoruješ. Četrta sladka, ta avto je kar brihten. Ne sam, da je ujel stik s konkurenco, pravzaprav na tem področju kar rastura. Lej, sam pele v gužvi, sam parkira. Ja vem, že prej je znal sam parkirati, ampak zdaj naredi čisto vse sam. Tudi žlajfo sam pritiska, ne? Ker prej si ti mogel kakšne stvari vse narediti. Zdaj pa rečeš, stari, zrihti, kar imaš za zrihtati, pa to naredi. Pa bremza sam od sebe, če si ti malo smotan, pa nadzira zbranost voznika, ugotovi, če si malo preveč utrujen, pa ne samo to. A veš, pameten tempomat tudi upošteva omejitve, pa se jim sam prilagaja. In to je to od sistemov, ki se mi zdi, da jih je vreden poudariti, niso pa tudi približno edini. Ogromen jih je. No, zdaj pa preden gremo na peto sladko, še 3 kisle, pa dajmo začeti pri kufru. Poglej, takole zgleda. Ford pravi, da je vseh litrov, ki so na voljo, 375. Ampak hec je in to preprosto moram omeniti. Ko pogledaš Focusov kufr, pa kufr konkurentov, je ta med manj prostornimi. Za drugo kislo moramo pa noter. A veš, fora je, da ta avto samodejno usmerja snop žarometov in to sem pohvalil. Ampak, ponovadi tako, če imaš ti avtomatsko usmerjanje snopa zraven ali pa znotraj te plave lučke gori črka A, kar pomeni, da ti veš, da se on samodejno prilagaja. Tukaj je pa plava lučka leva spodaj, A je pa tam desno zgori čist majhen v kotu instrumentne plošče. In pol ves čas preverjam, a je avtomatsko ali ni, da bom koga zaslepil. In pa skozi preverjam, a so dolge, povsem težim ali je avtomatsko. Vse skupaj. Mehne stvari, mi gre na etra. Tretja kisla, ta je pa tudi malo pikolovska, da ne rečem lovska, ampak me malo mota. Veš, zdaj snemam pa ustvarjam s Huawei Mate 20 Pro in to je prvi Huawei, ki ga lahko polniš brezžično. No in Focus kot sodoben avto ponuja tudi to tehnologijo, v tem primeru gre za stvar z doplačilnega seznama. Poglej, vidiš, tukaj je ta površina, na katero lahko postaviš telefon in pa se sam od sebe polni. No, hec pa je, da ko vozim, še posebej, če malo športno vozim, telefon ves čas zdrsne dol z te površine in pa se neha polniti. No in če bi oni to površino mogoče malo lepš omejili, ali pa mogoče da bi bila zelo prilagodljiva, glede na velikost telefona, bi bilo malo bolj luštno. Ok. Zdaj pa peta sladka. Zdaj peta sladka se pa malo navezuje na njegovo inteligenco, ki sem jo že prej izpostavil, ampak par je pa tehničnih sladkorčkov, ki so mi pa še posebej všeč. Dva bo omenil, ta prvo je kakovost slike, ki ti jo prikaže zadnja kamera. Zdaj po eni strani to ni nič posebenega, ne? Ampak če vsake toliko časa nabašiš na kakšen avto, ki ima res šiti zadnjo kamero, pol take stvari toliko bolj ceniš. Lahko pa zadevo tudi prilagajaš, ali pa recimo mogoče pozumaš sliko. Drug tehnološki sladkorček, ki mi je všeč, je pa head-up display. Vidiš tole šipco? Ne vidiš, ki je malo prežgana slika. Vidiš, takole zadeva zgleda. In za začetek je treba nekaj priznati. Obstajata dve vrsti head-up projekcij, to je tista ta cenejša. Ampak pohvaliti moram ne samo velikost prikazanih podatkov, ampak tudi razločnost, ostrino pa jasnost. In moram reči, da ko pride do head-up zaslonov, do teh, ki so bolj dostopni, boljšega, bolj praktičnega, učinkovitega, še nisem vozil. Ne vozil. Testiral, gledal. Nekaj od tega. Evo, to so bile sladko kisle, mogoče lahko povem še par stvari o samem pogonskem sklopu. Mimogrede, Focus ne more imeti 4-kolesnega pogona, saj te navadni, ne? 1.5 dizel, 88 kW, koliko je to konjev? 120, tam nekje? Poraba na avtocesti od 5.5 do 5.7, generalna poraba 6.4. Jaz moram reči, da sem računal na kakšen deci manj. Tako je zelo pa fajn, da črto potegnem. Glej, se stvar je zelo preprosta. Če se sprašuješ, a je ta nov Ford Focus za kaj avto, ti lahko odgovorim z lahkoto ja, zato ker se dobro pele, zato ker je tehnološko napreden, zato ker je sodoben, zato ker je vsestransko dober. Če me vprašaš, a je Ford Focus toliko dober, kot njegovi neposredni konkurenti, kaj so zdaj to? Golf, Opel Astra, pa še mrzkdo? Ja, tudi tukaj lahko rečem, da je, zato ker jim konkurira na praktično vseh področjih. Mislim, ne najdem enega, kjer bi bil slabši. No, digitalnih merilnikov nima, čeprav razumem. Ga lahko vržeš v ring s praktično komorkoli, znotraj tega cenovnega razreda. Je pa res, da je tudi malo dražji, ki je bil, ampak to tudi približno ne uspe pokvariti končne ocene. Tako da Ford Focus, thumbs up, ste kar v redu naredili vse skupaj.